Včasih so bile stvari na pogled bistveno bolj enostavne. Na izbiro smo imeli limuzine, karavane, mestne avtomobile in terence. Danes pa se zdi, da vsi iščejo neke niše, da bi prepričali še tistih nekaj kupcev, ki se težko odločijo. In kaj je potem tole? Kupe že ne more biti, ker ima preveč vrat. Za limuzino je zadek preveč položen, shooting brake pa tudi ni, ker ima par vrat preveč in ker v osnovi ni namenjen, tako kot včasih, petičnežem za prevoz palic za golf ali pušk za lov na lisice. Sam bi Audi A5 Sportback rekel enostavno limuzina s 5 vrati. Kar pa sploh ni slabo. Poglejte, kako visoko se sedaj odprejo vrata, kako velika je odprtina pod njimi in koliko prtljage gre v ta prostor. 480 litrov, če vas zanima. Nekakšen umestni člen med limuzino in karavanom so uspeli začiniti s potezami kupeja A5, le da je od slednjega bistveno bolj uporaben in celo za 800 evrov cenejši. Pozna se tudi, da je za skoraj 4 cm nižji od limuzine, saj je tukaj malo težje vstopati v notranjost, ampak je tako ali tako namenjen tudi mlajšim kupcem od A4. Sedeži so 4, glede na dolžino avtomobila pa bi vseeno lahko bilo več prostora na zadnjih. Materiali in izdelava so seveda odlični. Če želite, da izgleda tako privlačno in da ima toliko opreme, pa vas bo stal že 55 000 evrov. Zelo mi je všeč, kako lepo zna Audi izkoristiti nove tehnologije in jih ponuditi v svojih avtomobilih. 3D navigacija in led luči sta le dve izmed teh, zelo uporaben pa je tudi tale zaslon, ki naenkrat prikazuje kar 8 informacij. Sploh ne rabite pritiskati na gumbe, saj prikazuje praktično vse, kar vas zanima. Nova generacija turbodizelskih motorjev s skupnim vodom je očitno postala bolj varčna, ker od 6 do 7 litrov res ni veliko za 125 kW moči. Obenem pa je motor lepo tih in miren, brez težav teče pri čisto nizkih vrtljajih, skratka vse deluje tako kot mora. Nekaterim se bo podvozje zdelo pretrdo, ampak ta Audi želi biti tudi malo športen. No, bolj kot športen se meni zdi vsakdanje uporaben in precej poseben, ker takšnih avtomobilov ni ravno veliko. Še lepše pa je to, da se družina Sportback kmalu širi, tako da se že veselim novega A7.